večer. Dobrodošli na tem posebnem goriškem večeru, ko se bomo spominjali na žrtve komunističnega nasilja, ki še vedno neidentificirane ležijo v breznih. Kot vedno je naš večer pod okriljem Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, ki poudarja pravičnost in enake možnosti za vse. Nocoj je med nami znani zgodovinar in borec za resnico Jože Možina. V pogovoru, ki ga bo vodila Erika Jazbar, bomo izvedeli veliko zamolčanega. Prijetno poslušanje. Še nekaj. Ko bo konec pogovora, nocoj ne bo vprašanj, pač pa bomo šli pred občino pred stavbo, pod arkadami bomo prižgali svečko, zapeli, podpregel bo pa dal blagoslov. Torej, dober večer vsem. Še dobro, da dežuje, ker če ne bi deževalo, koliko bi nas bilo danes tu v tej dvorani. Že tako ni več stolov, če bi bilo še lepo vreme in tako dalje, ne bi imeli več kje sedeti. Torej, kot rečeno, tokratni goriški večer bo posvečen dnevu spomina na žrtve komunističnega nasilja. Dneva uradno ni več na koledarju, vsaj zaenkrat ni še. A niti Božiča pred več desetletji ni bilo. Božič se je potem ohranil, ker so bili ljudje mnenja, da je to pomemben praznik. In tudi o tem dnevu spomina, ki opominja na grozodejstva, ki so se dogajala med vojno in po njej, bomo odločali mi sami, če je pomemben ali ne. Zato se že tretje leto v teh dneh zbiramo v spominu na te žrtve. Večer bo potekal, kot rečeno, v dveh delih. Prvi bo v obliki pogovora z zgodovinarjem in novinarjem Jožetom Možinom. Dragi Jože, lepo pozdravljen tu med nami. Drugi pa, kot rečeno, v obliki pietetnega spomina na žrtve. Tudi tokratni večer bomo s pomočjo publike začeli z našim uvodnim refrenom, še posebej ta večer, ki je posvečen prav tem našim žrtvam. In vsakokrat, ko sedim za to mizo, poskrbim za ta refren in upam, da mi bo publika pomagala. Torej, dragi Jože, lepo pozdravljen na trgu, ob ulici, nedaleč od spomenika Janezu Stanovniku, in nad nami bdi. No, ker si tu doma, Jože, ti ne bomo posebej razlagali, kje nastopaš. Hvala, da nam vedno znova dokazuješ svojo naklonjenost, tem, da nam podariš to, kar je danes najbolj dragoceno, in sicer tvoj prosti čas. Ob njem pa še svoje znanje in pa jasno besedo. Najin pogovor bi začela pri sedanjosti, in sicer kako doživljaš zadnje mesece v tej samostojni Sloveniji, predvolilni čas, ki je pokazal življenjsko moč, kreativnost, tudi mladostnost pomladne strani, volilne rezultate, povolilni čas, ki nam daje oziroma ko nastaja nova Janševa vlada in se že napovedujejo kolesarji, medijski pogrom. Tudi sindikati naenkrat so se prebudili, o njih ni bilo ne duha, ne sluha kar nekaj let. Torej, kaj vse to dogajanje zadnjih mesecev pove o tej neuresničeni tranziciji v Sloveniji? Hvala lepa, kolegica Erika, za tak lep uvod, za vabilo. Vedno se človek dobro počuti med domačimi, med svojimi ljudmi, če lahko tako rečem. Težko vprašanje, obsežno. To je en zmeden čas pravzaprav. Čas, ko bi rekel, da smo zaprti v neko kletko in iščemo izhod. Volitve so le delno nakazale ta izhod v neko normalno prihodnost, tako, ki bo vrednostno vrnila Slovence in Slovenijo v tisto središče, kjer smo nastali, to je doba slovenske osamosvojitve,
doba tudi največje slovenske enotnosti v vsej zgodovini in tudi daleč največjega rezultata. Mi smo pred dobrimi 4 leti stopili na napačno pot, na pot negacije teh naših vrednot. Veste, da je bila ena prvih odločitev ukinitev dneva spomina na žrtve komunizma, tudi na proti komunizmu in seveda na boju proti vsem trem totalitarizmom sloni svobodna demokratična družba. To je koncept, na podlagi katerega je nastala tudi samostojna slovenska država. Se pravi, oblast, ki je prišla takrat, je začela kolo zgodovine obračati nazaj z ukinitvijo dneva spomina, ukinitvijo potem muzeja slovenske osamosvojitve, z recimo velikimi častmi za revolucionarje in celo može krvavih rok, ki so v tej dobi umirali, tako da ni bilo enostavno preživeti ta čas. Tudi v ustanovi, kjer delam, se je kolo zgodovine, lahko rečem, kar očitno vrtelo nazaj. Najprej je sledilo eno čiščenje drugače mislečih, večina mojih kolegov je izgubila oddaje, nekateri tudi službe, samo zato, ker so mislili nekoliko drugače. Se pravi, taka ostrina, tako ideološko izločevanje ga ni bilo tam od leta 1985 naprej, kot smo ga bili deležni tam seveda v zadnjih 4 letih. In to je povzročalo seveda veliko skrb, tudi včasih zadrego, ne pa tudi malodušja, moram reči, da ne. Toliko smo že izkušeni in usposobljeni, da se nam je zdelo, da po zdravi pameti in po božji milosti ne more to dolgo trajati. In na nek način traja sicer v nekem smislu še vedno, ampak je prišlo do tega preloma, ki obeta sedaj neko pozitivno spremembo, vračanje k vrednotam, na katerih sloni samostojna slovenska država, in to se z nekimi koraki zdaj to že ustvarja. Zdaj seveda delam tudi na ustanovi, ki se je žal, to je težko to reči, ampak je treba povedati, če je človek prostodušen in če je resnicoljuben, ne samo moja ustanova, ampak ker je moja ustanova, kjer delam javni servis, ki ga plačujete vsi državljani, da se je podobno kot v dobi enoumja v 70-ih, začetku 80-ih let spremenila v del aparata vladajoče garniture, nekateri bi rekli že kar režima, in je bilo težko videti, kako se to prostodušno, direktno dogaja, kako javni RTV služi takratni oziroma dosedanji Golobovi vladi in po neki inerciji se to dogaja še vedno. Ta nepoštenost in je v bistvu težko potem tudi za, če rečemo, pomladno stran, za demokratične sile konkurirati na volitvah, sploh pa zmagati, če se moraš boriti tudi proti mediju, ki je tako enostranski in neprofesionalen. Daleč od tega, da to velja absolutno za cel medij, ampak za tiste špice, ki so najbolj prodorne in tudi najbolj vplivne, pa kar velja, in to je težko gledati. Tudi zato, ker sem bil 4 leta direktor televizije in ker vem, kako te stvari funkcionirajo, in ta odmik od normalnosti, od tiste profesionalnosti je bil tudi zame osebno kar frustracija, moram reči. Nisem mogel verjeti, da se to res dogaja in da kolegi, ki so izobraženi, ki so razgledani, da slepo sledijo neki politični agendi na nek prav zaslepljen način in da jih ni nič sram, celo ne. To je bilo težko gledati. Dobro, potem so prišle volitve, ki so v nekem smislu v invalidni volilni kampanji, ko ni bila sploh na nekaterih medijih obravnava deležnikov, ki so kandidirali na volitvah, enakovredna in ki so prinesli tak rezultat, saj ste ga videli. Premier Golob se je razglasil za zmagovalca, se je trkal po prsih in zdaj, kaj je z tega nastalo? Pravzaprav nič, ker tudi očitno ni znal šteti do 45 in se je v ozadju vendarle gradila neka zamera, tudi pri teh manjših strankah, do njegove 4-letne arogance, pa ne samo v tem osebnostnem smislu, ampak tudi nesposobnosti, neopravilnosti in slabih potez. Slovenija se je začela obračati po nekem venezuelskem scenariju, prihajala v spor s kapitalom, v spor z pomembnimi skupinami, naprimer z zdravniki, v pravo vojno z zdravniki, podjetniki, SP-ji, samostojnimi podjetniki, kmeti in še bi lahko naštevali, upokojenci v nekem smislu.
In seveda pričakovati je bilo, da bodo spoznanje o tem dozorelo še do večje mere, da se bo to oblast zavrnilo bolj konkretno. Dobro, to se ni zgodilo, ampak na nek način se to dogaja tudi sedaj. Ker ste me vprašali, kar se tiče sedanje situacije in nove vlade, jaz nisem tisti, ki bi rekel, da nisem politik, sem recimo politični analitik v nekem smislu, spremljam seveda politiko, tako kot vi vsi, in imam svoje mnenje. Ne bi svetoval sestave vlade za vsako ceno, ker bo cena, ki jo bo predsednik vlade v takih razmerah, kot smo plačal, izredno visoka. Še sedaj, ko vlada ni sestavljena, če malo gledate, če spremljate medije, je že kriv za vse, so že krivi za vse in je to prav ena neverjetna situacija. Zdaj, tisto, kar pa me malo navdušuje, ali pa tudi občudujem to veščino, politično veščino in manevre, ki jim do zdaj nismo bili priča, da se je že en zakon zelo pomemben sprejel, zakon o razvoju Slovenije, intervencijski zakon, da je v pripravi zakon o pokopu in o spominu na žrtve komunizma in da upam, da je v pripravi in da bo sprejet še pred vlado tudi zakon o preprečevanju korupcije. In če bi bili ti trije zakoni sprejeti, potem bi bil lahko to v resnici uvod v neko na videz ne zelo trdno in stabilno vladno koalicijo skupaj z resnico, ampak morda pa vendarle v razmerah kot smo, ker moramo biti realni, v nekaj, kar lahko obrne Slovenijo na pravo pot. Torej te navdaja z nekim optimizmom, ampak eno drugo vprašanje. Tudi jaz delam na javni radioteleviziji in vsakokrat, ko se spreminja vlada in se ne ve, kakšna vlada prihaja, se vsi nekam iščejo, prilagajajo in glede na vlado, ki prihaja, potem te začnejo naenkrat nekateri trepljati po rani in se ti nasmihati in tako dalje. Se ti to dogaja na RTV-ju ali ne še? Ne, ja, seveda se to dogaja. To je že, ko se že tako bi izbral pravo besedo, to je kot neka folklora. To se v bistvu pred vsakimi volitvami in v tistem povolilnem času, sploh če je prišlo do kakšnih desno-sredinskih vlad, sem imel, dobro, se mi ne moti, da me ljudje pozdravljajo, itak po večini, se pozdravljamo na hodnikih, ampak zdaj so še toliko bolj naklonjeni nekateri in je smešno. Jaz nisem nikoli spremenil odnosa do ljudi na podlagi tega, kdo je na oblasti in zreli ljudje tega ne počnejo, ampak tisto, kar skrbi, je vzorec pravzaprav, da v neki svobodni državi so ljudje tako nevzgojeni, ampak zresirani, če malo tak izraz mejni uporabim, kot da je treba biti uslužen aktualni oblasti oziroma tistim, za katere oni mislijo, da jim je ta aktualna oblast blizu. Spravi, ni neke pokončnosti, neke trdnosti, neke možatosti. To je tisto, kar je smešno in žalosti, tako da se včasih, pa ne, zdaj se malo midva hecava, ampak se mi spet dogaja, pa tudi ne, se mi spet dogaja kot pred 4 leti, da včasih kar zaklenem vrata pisarne dopoldne, da imam mirno, da ni teh recimo novih prijateljev ali pa teh starih novih prijateljev. Te čudi, da je naš sorojak Robert Golob tako hitro vrgel puško, Goričan namreč, tako hitro, ja, tudi to imamo, ne pač. Ja, da je tako hitro vrgel puško v koruzo, v smislu, ne vem, kaj je to, strah pred nekim zahtevnim obdobjem, ki prihaja, strah pred finančno luknjo, ki so jo pustili, ali pa mogoče čisto enostavno to, da znajo delati samo, ko imajo monopol in ko nimajo recimo velikih razlik v številkah, naenkrat ne znajo več delati. Ja, vse to, moram reči, da najprej naša slovenska levica je čedalje bolj specifična in nenavadna. Velik del, sploh te elite, ali pa kvazi elite, tudi samozvane elite, ki je centralizirana v Ljubljani in mogoče še v kakšnem večjem mestu, je vitalno, življenjsko odvisna od privilegijev, ki jih prinaša oblast. In njim se bo, mislim, zmešalo, če ne bodo imeli oblasti. Se to tudi dogaja. Ne bom govoril, ker pač, če ima človek težave, recimo tudi te z vidika duševnega zdravja, je to problem kot vsak drugi, kot vsaka druga bolezen, zato ne bom govoril o kakšnih imenih, niti približno ne. Ampak dejansko so bili v veliki stiski. Mislim, prav res, ker so tako navezani in odvisni od tega, rečemo, teh seskov države, in del te elite se sploh ne znajde drugače, kot da črpa denar iz tega, ko so recimo njihovi na oblasti.
Zdaj, kar se tiče premijera Goloba, in tukaj je res ena velika stiska, ja, on je sicer se razglasil za zmagovalca in mislil samoumevno, da se mu bodo pač pridružili, ne. Čez čas se je ozrl in je videl, da za njim ni pravzaprav nikogar. Na njega so obsojeni člani bivše koalicije, medtem ko se mu nihče drug seveda noče pridružiti. V ozadju, ko je on, v bistvu, ko ni uspel, ko so mu dali košarico Demokrati in tudi Resnica, tudi res, da se oni sploh niso pogovarjali o vsebini. Oni so se čisto drugače kot v primeru SDS-a, ko govorijo dejansko o programih in ko imajo obsežno koalicijsko pogodbo v delu, ki je zelo natančno razdelana, ne. Tle gre samo za, tu pa res tak partijski vzor, tle gre v bistvu samo za propagando in privilegije, se pravi, oni so se skozi poskušali pogovarjati o deljenju sedežev, ne. Istočasno je pa Svoboda in njeni emisari so poskušali nakupiti, ne, poslance manjših strank, ne. In zdaj, ko je predsednik, recimo takrat Demokratov, Anže Logar, to videl, seveda ne moreš s takim človekom sodelovati in iti v koalicijo, ne. Oni so se začeli pogovarjati kar samostojno s posameznimi poslanci, ne. Kolikor vem, je potem tudi, kar se tiče Resnice, tudi Demokratov, se v to vključil tudi človek z največjo mošnjo, ne, denarjem recimo v tem ljubljanskem bazenu, to bi bil župan Janković, tudi on je bil aktiven na tem področju, ampak so stvari takoj zaostrene in izostrene, da jim to ni uspelo. Se pravi, ko mu ni uspelo na teh uradnih pogajanjih, je delovalo za kulisje, to deluje še vedno, ampak zanimivo neuspešno. Se pravi, Pucko se zaenkrat ni ponovil. Vidimo pa tudi, da gre tukaj za neke kulte osebnosti, ne. Prej ste rekli, ja, premier Golob je potem nekako vrgel puške v koruzo, ko je videl, da ne more, ampak on s tem vidikom, on ni borec, ne. Glejte, on je zdaj vendarle predsednik največje stranke v državnem zboru. Če bo prišlo do desno-sredinske vlade, bo predsednik največje opozicijske stranke in ima vendarle pomembno vlogo in tudi podporo končno svojih ljudi. Ampak kaj se je zgodilo? Prvih 14 dni po volitvah ga ni bilo, je izginil. Zdaj njim privrženi mediji seveda se niso nič spraševali, kje je in kaj počne, ne. Pazite, njega ni bilo na 2 izredno pomembnih sestankih Evropske unije, sestankih, o kateri se odloča o perspektivi za naprej, o finančnem načrtu, recimo ni ga bilo na Cipru, tam ni bilo nikogar z popolnimi kompetencami in še več kot to, tudi ko je prišel nazaj, če ste opazili, v vseh teh burnih sejah v državnem zboru, ki so bile, je on tiho, sedi tam ko kup nesreče v svoji klopi in nič od njega. In če greste pogledat, zdaj, ko so se prepirali okrog sestave v posameznih delovnih telesih, pojdite pogledat. Dr. Robert Golob ni v nobenem delovnem telesu, tako da ne vem, kaj se dogaja z njim, ne. Zanimivo je tudi to, da ga nihče ne vpraša. Čisto drugače bi bilo, če bi se to dogajalo na drugi, recimo demokratični ali pa pomladni strani. Tako da očitno tukaj so obupali, ne, verjetno za kulisje še deluje, seveda pa moramo biti zreli in izkušeni in vedeti, da se bodo ti poskusi, ne, razbijanja, če bo nastala sploh taka koalicija, se bodo stopnjevali tudi naprej, ne, in vprašanje, kaj se bo zgodilo. Upam, da ni to pričakovanje iluzorno, ker je že včasih tako hudo, da se ljudje prijemljajo tudi, ne vem, takih bolj iluzornih teorij, ampak pravi, ne, sej mogoče v resnici, ne, v stranki Resnica, so pa ljudje, ne, ki imajo neko svojo osebno konstitucijo, ki izvorno in tudi po nastanku te stranke mogoče niso blizu pomladni strani, ampak imajo mogoče višjo raven osebne integritete kot marsikdo drugi. In v tem smislu, če bodo dali besedo, govorim za Zorana Stevanovića, bodo to besedo tudi držali. No, tako da to je recimo eno upanje in tudi ena taka rahla perspektiva, da ne rečem optimizem, da bi lahko ena taka normalna vlada delovala. Ker zdaj, seveda, kaj se je zgodilo pred volitvami, to ste videli vsi, da je denar kar vrtel po zraku, da ni bil noben problem podkupovati volivce na najbolj demagoške načine, na škodo države, na škodo podjetnikov, to je bilo neverjetno, božičnica, ne pustite, da vam jo vzamejo, bodite prepričani, da je na ta račun pri naivnejših volivcih dobil veliko glasov. Druga zgodba je dolgotrajna oskrba in ko so poskrbeli samo za tiste, še itak z veliko zamudo, ampak z velikim pompom, potem samo za tiste, ki so starostniki, ki so v domu za ostarele, ne.
In potem poznamo primere, ko so prišli svojci na volilni dan po svojega očeta, da ga peljejo na volitve. In so rekli, ne, smo imeli že organizirano, so že vsi volili, ne. Zdaj si predstavljate, kako je to izgledalo, ne. Tukaj je izredno močna volilna baza, ne, in verjamem, da tudi rezultat temu primeren, ne. Vse te Potemkinove vasi, kot je na primer tudi vožnja po tem drugem tiru, to je bil edini prvi in zadnji vlak, ne, ki se je peljal, ne upamo, da ni zadnji, no, ampak je prav smešno, ne. Mislim, zdaj bi, čez teden, 14 dni bi morala ta proga delovati, ne, samo takrat je bila odprta, da je peljala gospod Bratušek in gospoda Goloba. Podobna zgodba, taka Potemkinova je tudi, govorim zdaj o tej propagandi, ki je v bistvu zabavna, ampak to je za vaš denar, je pa ta 8. trakt v UKC-ju v Ljubljani, ne, ki je tudi bila postavljena kulisa samo za tisti čas, da so to odprli in pa so v bistvu odpeljali stroje in načnine. S tako oblastjo smo bili mi soočeni, ki je veliko gradila na propagandi, seveda veste, da izvorno levičari, sploh če govorimo o komunistih, v bistvu je propaganda njihovo najmočnejše orožje, delo in rezultati tle odpovejo. In kaj ne rečem, še kaj drugega, ja, seveda so pa bili ti ukrepi nekateri trenutno škodljivi, nekateri pa dolgoročno, to je razgradnja zdravstva, tukaj so nastale razpoke, ki jih bo zelo težko popraviti. In tista stvar, ki se jo mogoče premalo zavedamo, ker ustvarjajo naši levičarski kolegi to propagando, češ, da tudi sedanji ta zakon intervencijski zakon o razvoju Slovenije, da koristi bogatim, ne. Seveda si bogati so oni, saj volivci, njihovi volivci, volivci leve sredine so premožnejši, ne. Zdaj, na kakšen način so prišli do premoženja, a so vsi prišli na zelo pošten način, tega ne vemo, no, ampak kaj se je zgodilo s tem ravnanjem do podjetnikov, da so velika podjetja, pomembni gospodarstveniki začeli odhajati v tujino. In zdaj to ni neko romantično vprašanje. Z njimi je odšlo tudi ogromno davkov, ki so jih potem pustili, jih puščajo sedaj v drugih državah. In to je postala že zelo pomembna vrzel tudi za slovenski proračun. In zdaj nova vlada se bo morala spopasti tudi s tem. Normalno, da je treba tem ljudem, ki so bogatejši, ampak to so ljudje, ki omogočajo dodano vrednost, ki omogočajo zaposlitve, ne, da jih je treba privabiti nazaj v Slovenijo, to se ne bo zgodilo čez noč, da bodo plačevali davke tukaj. Ne pa, da bo neka levičarska vlada, ob tem, ko bodo bogatejši oziroma premožnejši, sposobnejši bežali ven, če dalje bolj stiskala tiste prebivalce, ki nimajo kam oziroma ki ostanejo doma, no, tako malo v perspektivi. Ja, če zdaj se vrnemo k dnevu, ki je danes v ospredju današnjega večera. Slovenija je kljub temu, kljub zaviranju, kljub tej tranziciji v zadnjih 35 letih opravila pomembne korake. Ravno na tej poti poznavanja naše preteklosti šli so pomembne monografije, eseji na spletu, ne nazadnje tvoja znanstvena monografija Slovenski razkol, pa oddaja Pričevalci in tako dalje. Tudi zanimanje strani ljudi je vedno prisotno, če danes bi tu govorili o srednjem veku ali Habsburžanih, verjetno toliko ljudi ne bi bilo v tej dvorani. Zakaj se potem vse to ne pozna, naprimer, pri tem največjem problemu, pri pritisku javnosti na pokop teh žrtev, ki so, kaj bi rekla, v teh plastičnih vrečah nespravljene, so vržene v te plastične vreče nekje tam pri Škofji Loki? Ja, to je kar težko vprašanje. Delno bi na njega odgovoril na ta način, da se pozna. Da je del prebivalstva vendarle senzibilen in normalen in si želi tega pokopa. In tudi, moram reči, s kolegom Podbersičem, ki stoji pri vratih in čuva, da nekdo udre, sva člana vladne komisije za prikrita grobišča in kljub temu, da je Golobova vlada blokirala, praktično sploh ni hotela komisije sprejeti, da tudi ni potrjevala naših letnih programov in načrtov, ne, ampak v zakulisju njihove strokovne službe, ne, pa so očitno z neko vestjo in z neko tenkočutnostjo delale svoje delo, da se razumemo, bolj ali manj
uspešno in naklonjeno, tako da smo veliko naredili, tudi v teh 4 letih, zanimivo. Ja, se ravno to je tudi Jože Dežman Tako. danes ali včeraj napisal. Ne? Je napisal. Po drugi strani pa tako, da so na vsak način varovali, da ne bi prišli do Jankovića in da ne bi javnost od Jankovića, pravzaprav župana Ljubljanskega, zahtevala, da se pokopljajo te žrtve v Ljubljani. Ne? Se je tukaj tudi zanimiva ne zgodba, ampak tragedija okrog tega, zakaj ne Ljubljana in zakaj Ljubljana, ja, mogoče bova tudi kakšno besedo o tem rekla. Zdaj, zakaj ni tukaj enega pogroma, ne? Zato, kot bi moralo biti v nekem, ker to je moralno vprašanje. To ni kot zdaj flancajo, da je to vprašanje, ki razdvaja, da je politično, ideološko. Ne, to je najbolj moralno vprašanje, ki je rešeno že 10 000 let v vsaki normalni civilizaciji. Ne? Če rečem približno 10 000 let, že pokopljemo svoje mrtve, ne, jih počastimo v vseh religijah in v vseh civilizacijah. To je pravzaprav, na tem se civilizacija začne in konča. In vsaj od antične Grčije velja tudi, pazite, to je 2500 let in več, da pokoplješ tudi umrle nasprotne strani. Ne. To je ta kultura. In gledajte, po vsem tem smo seveda bili soočeni tudi na našem ozemlju z 2 totalitarizmoma, ki sta to 2000-letno in več prakso, kulturo, civilizacijo, teptala. To je bil nacionalni socializem, v manjši meri tudi fašizem in pa komunizem. Ampak dobro, to bi bila lahko preteklost. Ne? Ampak žal so se ti vzorci, ta modus, način razmišljanja, to zanikanje, podcenjevanje, ta segregacija, ne samo živih, ker nas imajo za drugorazredne, ampak tudi mrtvih, se je nadaljevala in prenesla tudi v današnji čas. Zakaj? Ogromno vlogo ima tukaj mediji in seveda tudi pravosodje. Mediji so še dosegli nek pretres takrat po letu 90, neko preobrazbo, medtem ko je bilo v pravosodju do tega manj, oziroma so v zadnjih 10-15 letih poskrbeli, recimo sploh Ustavno sodišče, sedaj ko je dr. Jaklič odšel, da so v bistvu pravosodni sistem v veliki meri, ne popolnoma, instrumentalizirali na ta način, tako da gospa Erika, ne, nihče, jaz sam sem bil velikokrat udeležen v teh poskusih, tudi smo pomagali, ob 750 moriščih po Sloveniji, kjer jih je v bistvu mogoče nekaj več kot 200 raziskanih in 15 000 pobitih Slovenčih, če poenostavim, in več 10 000 drugih, ni slovensko pravosodje v teh 30 plus letih procesiralo niti enega. Najbližje je bilo takrat za Mitjo Ribičiča, pa se tudi to ni posrečilo, ker je prišlo do izdaje v naših vrstah, če tako poenostavim. Ne? Tako da tudi zato ne, ker kakšen smisel ima pravo, rimsko pravo, na čem temelji? Sankcija pomeni, to je sporočilo občestvu, da se tega ne sme delati, da se zločin ne izplača. Pri nas se pa zločin še vedno izplača, ker tisti, ki so zločine povzročali, ki so bili glavni akteri komunističnega režima, imajo prvič še vedno največje spomenike v Ljubljani in to ne spomenike v nekem parku dinozavrov, kamor bi jih jaz postavil, ker jih ne bi uničil, tudi glave ne bi odžagal, bi imel nek tak park, ki bi bil lahko zelo zanimiv, ampak ne, so še vedno v funkciji. Ko pride nekdo k predsednici republike na obisk, udarijo ob Kidriča. Ko pride nekdo na trg republike, udarijo ob spomenik revolucije in Kardelja, ne pa spomenik o osamosvojitvi. Ne. Tako da zato, ker mi nismo naredili osnovne naloge, imam pa še kot zgodovinar eno mini razlago, ker je mislim, da precej logična, zakaj se to ni zgodilo. Leta 1991 bi bil mogoč prelom s starim režimom, ki bi bil bolj radikalen, ampak se to ni zgodilo zaradi 2 zadev. Najprej zaradi zmage Milana Kučana na predsedniških volitvah, ki je bila isto prirejena, ampak je bila zmaga na legalnih volitvah. In drugič zato, ker je imela takratna slovenska politična elita, to jo lahko štejemo v dobro, ne, samo eden od derivatov tega je slabši, se pravi takratni demos je moral državo ne samo kot recimo drugod v vzhodni Evropi, ne samo demokratizirati, ampak tudi osamosvojiti. In takrat je v tisti modrosti tistega trenutka, zgodovinskega trenutka, k sodelovanju potegnil tudi levo sredino, ki je bila kompromitirana s komunističnim režimom in ki je tudi v nekem delu nasprotovala samostojni Sloveniji. Ampak ko so se po Pučnikovi razglasitvi, da bo prišlo do plebiscita, ko so se pojavile prve ankete, takrat objavljene na javni televiziji, takrat televiziji Ljubljana, to je bilo novembra 90, ne, to so bile prve ankete, takrat je, pazite, televizijski dnevnik, vsak je gledalo 1 milijon Slovencev, se pravi vsi,
In ko se je pokazalo, da je ta silna podpora samostojni slovenski državi, takrat so se temu prilagodile tudi leve sile, ki jim Slovenija ni bila intimna opcija, nažalost jim še zdaj ni. No in Demos jih je v bistvu vključil v nastajanje takrat samostojne slovenske države, kjer so bili ali z rokami in figami v žepih ali ne, delno ja, delno tudi ne, in zato so v bistvu preživeli, ne, ampak nažalost je z njimi preživel tudi bivši režim. Tukaj je velika odgovornost nekdanjega predsednika Kučana, da je v bistvu bil on tisti, tudi zakaj je bil tako pomemben in je pomemben še sedaj. To mi je rekel en zelo, zelo visok njihov akter v enem trenutku in to spoznanje je dragoceno. Zakaj ima to moč? Ker je poskrbel takrat leta 90, 91, 92, da se tem akterjem bivšega režima, ki so bili vpleteni tisti, takrat še seveda tudi v krvne delikte, v povojne pomore, tudi v mafijsko delovanje komunističnega režima, udbovskega in mafijskega delovanja, ker je zagotovil, da se nikomu ni nič zgodilo. Zato se je zločin pravzaprav izplačal, zato imamo še vedno spomenike, imamo še vedno privilegije in tukaj imamo in seveda tudi medije in pravosodje, ki temu držijo štango. Ampak kljub vsemu je demokratični duh demokracije in svobodne družbe preživel in ga tudi mi predstavljamo po svojih močeh. In smo kar uspešni, ne? Ja, glede spomenikov, ne samo, da ostajajo tisti starejši, ampak dajo tudi nove. Naprimer, omenjen je bil Janez Stanovnik, ni samo tu na Kidričevi ulici, postavili so ga tudi pred Državni zbor, kjer naprimer ni kipa Franca Jeze ali Cirila Žebota ali Lamberta Erlicha, tako. Ja. Tudi z tega vidika je kar nekaj korakov, ki jih je potrebno še narediti. Nove korake pa na tem področju sedaj v zadnjem času delajo Hrvati, ki recimo pred kratkim se niso zanimali za te svoje žrtve, ki so bile pobite na slovenskih tleh. Sedaj v prejšnjih dneh so pač odpeljali 500 posmrtnih ostankov teh žrtev. Treba je reči tudi, da Hrvati pač imajo eno vojno in ene žrtve, ki so bistveno bližje, torej za njih leto 1945 je daleč, ker pač odmeva ta zadnja vojna, ki so jo imeli. Sedaj vprašanje. Slovenija v zadnjih letih zaradi tranzicije je upočasnila ta korak in je veliko teh vzhodnih držav, ki so pred njo. Ali so tudi Hrvati nas prehitevajo tudi na tem področju sedaj v zadnjem času? Mislim, da prehiteli nas seveda še niso, tudi v gospodarskem smislu ne, čeprav je bil kar mali alarm, da je Hrvaška, zdaj ne bom točnih odstotkov povedal, da je v zadnjih 2 letih izrazito napredovala, medtem ko je Slovenija zastala in stopila v gospodarskem smislu tudi kakšen korak nazaj. To seveda, da smo izgubili pomembne razvojne možnosti. V odnosu do polpretekle zgodovine, ja, je tudi, če lahko tukaj malo mogoče stopim še korak nazaj, imamo mi različna izhodišča. Na videz so zelo podobna, pa je treba vendar izpostaviti, da je tisto, kjer pa nismo podobni in ne smemo biti podobni. Medtem, ko je slovensko ozemlje po okupaciji leta 1941, dejansko ni bilo nobene pomembne opazne ali pa omembe vredne skupine, še posameznika težko najdeš, ki bi bil privržen nacionalsocializmu ali pa fašizmu. To, kar je nastalo kasneje, vaške straže in domobranci, je šlo za upor, za obrambo pravzaprav svojih življenj in premoženja, kasneje tudi za maščevanje nad komunističnimi zločini, ampak to je bil v smislu silobrana. Izvorno te skupine niso delovale za ideologijo recimo nemškega rajha, ampak so delovale v bistvu za slovenske interese, ker je bil, nažalost, to smo dokazali tudi v strokovnih monografijah, je v tistem obdobju, ko so te skupine nastale, vojaške organizacije in formacije, je bil okupator zanje manjše zlo, jih je manj ogrožal kot domača komunistična gverila. Hrvaška zgodba je drugačna, oni so že ob napadu na Jugoslavijo in še prej skočili v hrbet takratni domovini Jugoslaviji. Ustaško gibanje s Pavelićem na čelu je takoj začelo izvajati zločine najprej nad oficirji, potem nad srbskim prebivalstvom, tudi judovskim in romskim. In ta neodvisna država Hrvaška, ta pač marionetna fašistična tvorba, je v resnici bila
avtentična, podaljšana roka nacistične ideologije, to je šlo do neverjetnih razsežnosti in tukaj smo s Hrvati zelo, zelo različni. Medtem ko pri nas seveda lahko očitajo kolaboracijo, ampak je bila kolaboracija v bistvu v funkciji samoobrambe, pa je hrvaška kolaboracija avtentična, hrvaški vojaki so se tudi borili na ruski fronti, se pravi za nacistični režim in je zgodba tukaj drugačna. Ko pa pridemo do žrtev, ker ljudje, ki so bili pomorjeni konec maja in junija 1945 brez sodbe, so vsi po vrsti nedolžni, po normalnem pravu. Tukaj pa seveda so v odnosu do teh žrtev, imamo lahko zelo sorodna stališča. Zanimivo je bilo, verjetno tudi zato, kar ste prej omenili, da so imeli oni domovinsko vojno, je bil desetletje fokus samo na tem, da je bil interes za ureditev, ker pravzaprav tudi na slovenskem ozemlju je največ pomorjenih Hrvatov, največja skupina, da je bil minimalen. Tudi našo komisijo za prekrita grobišča, imeli smo neke stike, ampak so v glavnem te pobude ignorirali. Se veste, da je komunistični režim zaradi izkušnja Katinskega gozda, ko so pomorili poljske oficirje in to oblečene z dokumenti v red, in so jih potem Nemci, ko so šli s fronto naprej, odkrili in bila tu velik škandal leta 1943, da je potem bila doktrina ali pa navodilo, da ko so izvajali povojne pomore, so ljudi slačili, da so celo kategorije različne narodnosti in vojaštva mešali med sabo, da bi prikrili zločine. Na ta način podobno so delali tudi v Srebrenici, ker gre za isti taki komunistični koncept. Ampak kljub vsemu, tako da hočem reči, da je tudi težko identificirati strogo hrvaška morišča, ampak zdaj v teh primeru, teh 500, ki so bili predani hrvaškim oblastem, to se je zgodilo sedaj prvič, Hrvaška je začela sodelovati, tudi kolega Mitja Ferenc je še z enim kolegom Koširjem izdal imenitno monografijo o hrvaških moriščih, grobiščih v Sloveniji. Sedaj se je to začelo in pazite, to se je zgodilo, zdaj pred nekaj dnevi, na Dubravi pri Mariboru, z vojaškimi častmi o prisotnosti predstavnice zunanjega ministrstva, Ministrstva za obrambo, prišel je tudi podpredsednik hrvaške vlade in častna garda slovenske vojske. V glavnem so bili to hrvaški domobrani, njihova redna vojska. Zdaj si vi predstavljate, pravi za Hrvate, pomorjene, tudi kolaborantske vojake, smo imeli možnost, smo jih počastili na nek primeren način, kot se v civilizirani družbi spodobi, za Slovence, za naše ljudi, naše krvi, ki so bili zaradi tega, ker niso bili sojeni vsi po vrsti nedolžni, pa tudi, če ne bi bili, to so posmrtni ostanki, to jim pa odrekajo. Tle je seveda glavni v prvi vrsti ljubljanski župan Janković, ampak kolikor jaz razumem, ne gre za njega, gre pravzaprav za Milana Kučana in tomu, ki je pač njegov alter ego, kar se teh ideoloških zadev tiče, ker če gospod Janković kaj spregovori na to temo, se vidi, da v drugi svetovni vojni ne ve nič, da ve, ne vem, mogoče veliko več o Mercatorju ali pa čem podobnem, tudi o kanalu C0 veliko ve, sedaj bo moral vedeti še več. O drugi svetovni vojni nima pojma, ampak dovolj, da je ideološko nastrojen v smislu res, rečem, predcivilizacijskih pristopov, da on že ne bo dovolil pokopa. Zdaj, mogoče, če lahko rečem tudi, zakaj pokop v Ljubljani. Saj to je bilo vprašanje. To je bilo vprašanje, kako smo skoraj sinhronizirana. Vladna komisija za prekrita morišča, katerega člana smo tudi z gospodom Podbersičem, ima po zakonu, ki je sedaj veljaven, pravico, dolžnost, da določi pokopno mesto. Tle gre recimo za 2 večji skupini, tisti, ki so bili izkopani v Cestnovi Gorici, recimo, da jih je 3500 posmrtnih ostankov, in pa ti Romi iz Iške, ki so bili izkopani 2017 in so bili pomorjeni 17. maja 1942. Po njih smo potem tudi izbrali ta dan spomina na žrtve komunizma, tudi to lahko potem rečeva še kaj več o tem. No in seveda, ko se je pač, mi smo rekli, najbolj primerno, da se to pokoplje na Žalah v Ljubljani, in potem so bili silni pritiski, zelo jih je motil ta datum, ker je zelo težko obraniti, zakaj se je od začetka vojne, zrajo od aprila 1941 naprej, seveda je bil okupator nasilen, zlasti nemški na začetku, ampak prva, največja skupina pomorjenih civilnih oseb, več kot 50,
Pa jih ni povzročil niti nemški okupator, niti italijanski okupator, niti mačarski, niti NDH, ki je tudi zasedel del slovenskega ozemlja, ampak domača, kot se reče, kot pravijo, ne, kot si pravijo, Narodno-osvobodilna vojska. Seveda ta realnost, ne, na podlagi katere smo potem tudi datum izbrali, je izredno boleča za njih, ampak, dragi moji, treba se pač soočiti z dejstvom in resnico. Zato bi radi pač ta datum anulirali in so že tudi v kontaktih z Novo zavezo, ki predstavlja svojce, in tudi v kontaktih z katoliško cerkvijo, to govorim zdaj malo pred zgodovine, poskušali, ne, tudi predstavniki ali pa tudi ministri, predsednica države in tudi njihovi drugi emisari, doseči, da bi se v bistvu spremenil datum, če že ostane, ne, in tudi, da bi se pokopno mesto zgodilo čim bolj daleč od oči in od srca. So govorili o Kočevju, da bi jih še enkrat pokopali, še enkrat skrili, ne. Potem je cerkev takrat bolj iz nevednosti, kot seveda iz kakšnih slabih namenov gotovo ni bilo, ja, da bi pa morda na Brezjah, ampak ne ob cerkvi, ne. Brezjansko pokopališče Vaško je na polju, kilometer stran ven, kjer ni nikjer nikoli nobenega. In potem smo v bistvu na komisiji res pomagali s tem razmislekom, da če vzpostavljamo normalne pogoje za slovensko spravo, je te ljudi, te posmrtne ostanke potrebno vrniti v kolektivni spomin na simbolni ravni, se pravi, da se jih pokoplje v Ljubljani. Ne? In da se na ta način jim končno tudi da tisto mesto v slovenski zavesti, kot jim pripadajo. Zato, da jih ne bomo še enkrat skrili po volji režima iz leta 1945. No, in zdaj smo nekako se vsi ob tem poenotili in tudi zakon, ki se nam sedaj obeta, prinaša to rešitev. In tudi končno, zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Se pol slišite te neumnosti strani župana Jankovića, da so dali 30 milijonov evrov za obnovo Žal, pa da je to namenjeno Ljubljančanom. Mislim, da je, koliko je bilo že tisto poplačilo tiste luknje, ki jo je družina Janković povzročila, je bilo več kot 30 milijonov, ne? Veste, ne? Tako da, gledajte, jaz mislim, upam, da se bo to zgodilo, ker tudi oni seveda stalno očitajo, da to je politično, da to je politiziranje, da to je razdvajanje, to so te floskule, ki jih poslušamo od zvezoborcev in sedaj tudi od levih strank. Jaz se spomnim, čisto na začetku sedanje Golobove vlade, smo vsi ostali tudi, ampak jaz sem na 4 oči govoril z poznejšim ministrom Poklukarjem, ki je bil zadolžen za to našo komisijo takrat, in se rekel, pa dajte vi poskrbeti, da se pokopljajo tukaj na Žalah v Ljubljani, in ko pravite, da to desnica izkorišča, s tem vzamete veter iz jader, ne? In boste vi zaslužni za to. In rekel, dobra ideja, ne? Sveda do tega nikoli ni prišlo, ne? Pa bi lahko to naredili, ker komisiji in zdravorazumskim ljudem tudi pri Slovenski zavezi, v katoliški cerkvi in mislim, da tudi v pomladnih strankah ni v interesu, da se to vprašanje politizira, ampak da se mrtve pač pokoplje, kot se to pristoji. In sem vesel, da sedaj kaže, da bi se to lahko res zgodilo. No, to je pač končno res na tako, nam bo vsem odleglo in se bomo začeli ukvarjati z drugimi stvarmi. Ja, večkrat je bil omenjen ljubljanski župan Janković, pa nekdanji predsednik Milan Kučan. Pomembno vlogo pri celotnem, recimo, procesu sprave je imel tudi slovenski predsednik Borut Pahor, predvsem v svojem drugem mandatu. Za sedanjo predsednico Natašo Pirc Musar na začetku je izgledalo pač, da je dovzetna, je pokazala neke signale, neke govore, so bili nekateri stavki, izgledala, da tudi ko je bila na obisku pri Svetem sedežu, je nekaj v tem smislu obljubljen, potem se je vse skupaj spremenilo. Sedaj, kakšno vlogo ima predsednik republike pri vsem tem dogajanju, mislim, njena moralna avtoriteta, seveda njegova funkcija je pač reprezentančna, ampak Borut Pahor je odigral eno pomembno vlogo, Nataša Pirc Musar pa sedaj v teh zadnjih letih bistveno drugačno. Lahko predsednik republike zavira en tak proces? Ali je neizbežen? Mislim, da zdaj tudi ni v interesu predsednice republike, da bi to zavrla.
Predsednik Pahor je v resnici, ampak mislim, da tudi na podlagi neke osebne preobrazbe, sam je nekoč v enem oskem krogu, sem bil tudi zraven dejal, na vprašanje, ne, kaj ga je. Mislim, da celo v mojem intervjuju, kdaj se je on, recimo, malo spreobrnil, no, če tako poenostavim, kdaj je v bistvu to dojel in je rekel, ja, obisk Hude jame in obisk Argentine, ne, ker ne bi bilo leglo izdajalcev, pa vidite, da tam tretja in četrta generacija so bolj zavedni Slovenci kot pri nas druga generacija. Ne. In takrat mu je postalo jasno in je potem tudi res tvorno in iskreno sodeloval pri tej zadevi. In se tudi, veste, da je on seveda izvorno izhaja iz tranzicijske levice, ne, ampak se je izvil iz oklepa globoke države v veliki meri in postopal samostojno. Končno tudi ta njegova, jaz mislim, njegov največji zunanje politični uspeh je bila takrat, so bila ta spravna dejanja z Republiko Italijo, ne, okrog Fojb, okrog Bazovice in to so velike stvari, ki bodo ostale v zgodovini in potem bo svetlo zapisan. Veste, v Sloveniji je tako, da nismo vzgojeni v spoštovanju avtoritet a priori, ne, kakorkoli že, tudi zaradi bivšega režima, in si v bistvu mora nekdo, ki je na položaju svojo, kaj ne rečem, kredibilnost in avtoriteto, ne, v resnici moralno avtoriteto, no, to bi moral reči, si mora nekako zaslužiti. In predsednik Pahor si je to nekako ustvaril, sedanji predsednici republike se pa vidi zadrego. Jaz mislim, da je bila znotraj njenega diapazona iskrena želja, da sodeluje pri pokopu mrtvih in da v 80 let po koncu vojne, to je bilo lansko leto, to doseže in je imela tudi nekaj posvetov, mislim, da enega ali dva tudi za zaprtimi vrati, ki so seveda bila priprta, tako da smo zvedeli, kaj se je tam dogajalo in seveda je ona navijala na to, da bi pač bilo neko pokopno mesto nekje izven Ljubljane, ne, in tako in pol na vprašanje, ne, zakaj pa ni tukaj župana Jankovića, ne, ja, njega ni, ne, okrog njega, to je kot neko božanstvo, kot nek kult osebnosti, njega si ne upa noben dotakati in nagovoriti in tudi ne kritizirati. Ali ste kdaj slišali, da bi predsednica republika rekla, če je komisija izbrala, vladna komisija, pokopno mesto v Ljubljani in če to zahtevajo tudi, pričakujejo svojci, potem se bomo za to prizadevali. In recimo lahko bi čisto galantno rekla, tudi nagovarjamo župana Jankovića, da to razume. Ne, ni bilo te besede. Zato se ona te moralne avtoritete z mojega vidika še ni zaslužila. Res pa je... Še predvsem lansko leto, ko si je naredila svojo spominsko svečanost pri Macesnovi Gorici. Tudi to, ona je stopila korak nazaj, prav kar se tega tiče. Tudi ona se ni udeležila spravne slovesnosti v Kočevskem Rogu, ampak šla tle v neki drugi režiji ob eni asistenci naivnih gospodov iz cerkvene strani. Ne. Mislim, pridi takrat, ko so tam svojci in predstavniki svojcev, bi jo bili veseli, ona gotovo bi jo sprejeli zelo, zelo pozitivno. Ampak očitno tega ne sme, ali pa ne vem kako, in seveda so potem tisti vzgibi in te ocene, da prihajajo iz omrežja globoke države, katere del še vedno je, ostajajo. Ne. Sama si bo morala to zaslužiti. Mislim pa, da zdaj na tej točki ona ne pričakuje, da bi karkoli zavlačevala oziroma da bi nasprotovala tej rešitvi. Mislim, da jo bo podprla in da bo tudi povabljena k temu, če pride res do tega pokopa, da bo tam imela svoje mesto, ki si ga tudi zasluži. No, in to bi bila, če smo zelo širokogrudni, skupna zmaga vseh, lahko tudi nje, saj ni noben problem. Ja, da nam ne bojo očitali, da smo tu na Goriškem, na Primorskem in nismo o našem teritoriju nič povedali. Ne, sedaj od vekomaj poslušamo, da Primorska je imela svojo zgodovino, 20 let fašizma, ki so pogojevala marsikaj in tako dalje. Treba je reči, da revolucionarno nasilje se je začelo najprej pri nas, torej v začetku maja, medtem ko v srednji Sloveniji je bilo to proti koncu maja in začetku junija in da revolucionarji so v teh breznih, ki so pač v Trnovskem gozdu, so večinsko italijanske narodnosti, te žrtve, menda slovenske so za dobro tretjino. Sedaj z vso to našo specifiko primorsko, ki jo imamo mi tu, o revolucionarnem nasilju se govori komaj v zadnjih letih, mi smo nekaj korakov nazaj. Zakaj je bilo sploh potrebno revolucionarno nasilje, če smo bili vsi za OF in proti fašizmu in tako dalje? Ja, zakaj je bilo potrebno? Seveda to bi morali plačati na Zvezo borcev, oni bi morali vedeti, zakaj so morili primorske domoljube, tigrovce, padalce, ne, ki so prihajali pomagati takrat, duhovnike, ne, zakaj so jih morili.
Zato, ker gre pač za zločinski režim, ki mu ni bilo pomembno, kdo je kaj bil in za koga je bil, ampak samo zato, da prevladajo. Prevladajo pa lahko s terorjem, ne, ki prestraši ljudi in za teror doseči in za doseči tako, da se ljudi nekako uroči, ne, v nov režim, da se mu podredijo, se pobija iminentne ljudi in pomembne ljudi. Ne. In zanimivo in tragično je, da so pravzaprav z nekim zamahom, mogoče zamikom enega leta, kot bi rekel gospod Podbersič, včasih tudi že prej, da se je isti model v neki seveda verificirani obliki, ki se je vzpostavil spomladi 42, sicer že konec 41, spomladi 42 na Notranjskem, na Dolenjskem, spravi ta pravzaprav odkrit napad na postulate predvojne politične elite in premožnejšega sloja, napad spravi ne na italijanskega okupatorja tudi, ampak v večji meri na slovensko politično elito, ne, da se je to z nekim zamikom potem zgodilo tudi tukaj. Ker v bistvu njih ljudje niso zanimali, njih je zanimala ideologija. Prej omenjen Janez Stanovnik, nekje bi ta dokument moral imeti, ko sem pisal Slovenski razkol, sem to dobil v roke. Je bilo to v začetku 43, tam nekje, je bil poslan Janez Stanovnik kot emisar, uradno kot krščanski socialist, dejansko je pa že stopil v partijo in je igral dvojno vlogo, ne, to je tudi zanimivo. No, in je prišel do, pazite, med drugim tudi v Velike Žablje, ne, kjer je bil takrat župnik, imeniten pravnik in zelo izobražen človek, to je bilo leta 1944, Rudolf Klinec, ne, ki ga tudi poznate, se je Goriška Mohorjeva izdala tudi njegove izredno zanimive spomine. No in pazite, ta Stanovnik, ne, potem piše seveda svojim partijskim šefom, ne, kako je to bilo. Ne. Klinec je bil pameten človek, je bil seveda tudi previden, ampak je rekel, ja, vse so narodno zavedni, ampak idejno popolna nula, popolnoma zaostali. Poslušajte, kaj je njih zanimalo, pa kakva ideologija. Primorci, veste, da velja od Bovca pa do reke, no, recimo do Ilirske Bistrice, samo da se, tudi s hudičem, samo da se znebimo Italijanov. Jaz to od starejše generacije kot pri pričevalcih še vedno slišim. Ampak ne, njih je pa zanimala ideologija. Ne. A ni to nekaj pošastnega? Ne. Ja, in zato so plačali pravzaprav enako ceno. In tudi po vojni, tudi generacija mojega strica, Gašparja, Rudolfa in drugih duhovnikov, praktično ni bilo nikogar, ki ne bi bil prej ali slej tudi zaprt in preganjan. Ne. In to, da so delali, da so prav primorski duhovniki, zlasti po razbitju Tigra in vseh drugih organizacij, še prej gospodarskih organizacij, primorskih Slovencev, kulturnih organizacij, šolskih po Gentilijevi reformi, da je v bistvu res narod krvavel in da so primorski duhovniki ta narod držali skupaj in ohranili. Ko starejša generacija o tem pripoveduje, zadnjič v Goriških Brdih, dobijo solzne oči, ker se zavedamo, kako to težko je bilo, kakšni možakari so to bili. Ne, po vojni so bili tudi vsi zaprti. Čakajte, kje sem jaz zadnjič snemal? V Kozani, mislim, da ne. Kje? Cerovo, bravo. Hvala, gospod Jakončič, ne? Ja, tako in to mislim. Ja, no, v glavnem, tam je bil to župnik, kako se je že pisal, Rusjan, bravo, ne, izreden možakar, ne, reševal ljudi izpred nemških mitraljezov, po vojni se ga tudi tepli in zaprli. Hoče reči, to je res ogaven režim, ki nima nobenega spoštovanja do tistega, kar je najbolj svetlo, kar je najboljše, ga zanima samo ideologija. In tak režim je v bistvu navaran za obstoj naroda in v nekem smislu je odslikava tega režima, seveda ne na tako radikalen način, ne smemo pretiravati, je bila tudi sedanja oblast. Mi z malo zgodovinskega spomina smo na trenutke pomislili o podobnih miselnih vzorcih in vedeljskih vzorcih vladajoče elite kot v bistvu v tisti najbolj grozni dobi, ki je izčrpavala slovenski narod in ga kregala med sabo. Zakaj pa na Primorskem zamujajo te študije sedaj za druge in tudi recimo odpor do teh vsebin je močnejših? To Renato je bil večkrat omenjen danes večer, mislim, to dobro poznamo. Ga bomo še enkrat omenili. Ga bomo še enkrat omenili. Dobro poznamo na našem koncu, recimo, ne vem, evidentiranje teh grobišč, izkop, ureditev in tako dalje. Mi še točno ne vemo, koliko jih je bilo, mislim, evidentirana so 3, so dobro urejena, ampak vemo, da jih je bilo
na desetine. Kaj je bilo recimo tu razlog, da mi zamujamo za drugimi predeli Slovenije? To, da smo imeli to mejo, da je bila hladna vojna, da je bilo ideološko, etnično, kje je tu razlog? Ja, dobro, v nekem smislu, to bom zdaj na koncu začel, mora tudi kolega Podbersič, to ga bom zadnjič omenil, ne, ki je največji primorski zgodovinar, je nekaj centimetrov višji od mene, je obljubil, ne, in on mora narediti monografijo o revolucionarnem nasilju na Primorskem. Neka knjiga že obstaja, ampak to mora on nadgraditi in narediti res tako zadevo, ne, velikega formata, to je to. Zdaj, zakaj pri nas to zamuja? Ja, to je dobro vprašanje. Se tudi, jaz šele mogoče 10 let vem za eno morišče italijanskih vojakov pod Svetim Pavlom, pa šele tam pred 10 leti je prišlo ven, da so streljali tudi, ko rečemo mi, v Žebelskem bregu, tam ob reki Vipavi, in da so tudi tam starejši ljudje vedeli, da ko se je Vipava, pač ki ni bila regulirana, da so gledali kosti ven. Zanimivo, to se ni prej govorilo, da je bil nek pomor tudi na Brjah na Vipavskem. Vedlo se je recimo za Stomaž, kjer je bil kot nek 13. bataljon in so izvajali te vosovske likvidacije. Mislim, da sta dva razloga. Eno je v tem, gledajte, vendarle Primorci, včasih se pohvalimo, ampak mi smo imeli totalitarizem več časa. Mi smo imeli 45 let komunizma, imeli smo seveda še prej 20 let fašizma in smo seveda živeli v nedemokratični družbi, ne, brez teh vzorcev, demokratičnih vzorcev. Poleg tega so ljudem usilili takrat po letu 45, med vojno in po vojni, in so ljudje mislili, aha, prej je bil fašizem, sedaj je komunizem. So ga sprejeli bolj kot nekaj skoraj normalnega in običajnega. To bi bil lahko en drugi razlog, zakaj tukaj ta osveščenost ni tako velika. In tretji, ki je pa mogoče celo najpomembnejši, je, da smo bili Primorci odrezani, intelektualno odrezani od Trsta in Gorice, kjer je seveda ta debata se razvijala, ne, tudi s pomočjo emigrantov iz... V preteklosti? V preteklosti, no. Recimo v tistem kritičnem obdobju po vojni, ne, v desetletjih po vojni, da je bila tam debata živa, končno tudi Alojz Rebula, tudi Boris Pahor z Zalivom, se končno iz Trsta so takrat svetili z novimi spoznanji na celo Slovenijo, so bili v smislu vodilni, ampak mi kot preostala Primorska, Goriška in ostale primorske pokrajine, smo bili pa od tega odrezani, ne, svoje neko intelektualno jedro je bilo tukaj odrezano in tudi to bi bil lahko razlog za to, da smo tukaj nekoliko zamujali in da te novi regionalni centri, ki so se pojavili, tukaj prisotna Nova Gorica, Koper, da so v bistvu v nekem smislu umetne tvorbe, da ne vem, če to velja, ampak se veste, to so bile stanovanja in službe za ljudi, ki so bili blizu režimu in zato je po tradiciji nekako tudi so mestna jedra Nove Gorice, Kopra, tudi obalnih mest, so še vedno nekako bolj usmerjene v smislu tranzicijske nepravičnosti, no, če se tako izrazim. Sedaj najin čas se izteka, ampak vseeno jaz bi še eno dve vprašanji. Prvo, kako se je spremenil pritisk na zgodovinarje, ki se ukvarjajo s temi tematikami? Ti boš vedel to z prve osebe, mislim z prve roke, ker se s tem ukvarjaš že desetletja. Je prišlo do kakšne spremembe? Verjetno vas je več, ki se s temi tematikami ukvarjate, je več tekstov, verjetno javnost na drugačen način to spremlja. Kako se je spremenilo, ne vem, prav v tvojem osebnem življenju? In potem osebno vprašanje, zakaj se s tem še ukvarjaš ti naprej in si ne želiš bolj komodnega življenja? Čakaj, tisto prvo vprašanje je bilo, kako se je spremenil odnos do raziskovanja tega. Ne, če pritisk je večji ali manjši danes. Ja, v bistvu je drugačen je, lahko bi rekel tudi večji. Moj prvi, seveda, jaz sem nekako bil okužen z to tematiko zaradi pogovorov, ki so bili v naši hiši doma in pri nas kmečka družina, ampak so se tam v 70-ih, konc 70-ih let znašli tiski, ki so izhajali v Združenih državah Amerike in Argentini in tudi v zamejstvu. In so bile te knjige, zaradi katerih si šel sedeti, takrat, ko je bil recimo Drago Jančar, so pri njemu dobili eno to knjigo. No, mi smo jih dobili prek enega prijatelja iz vrha San Michele, kako ne, Ludvika Devetaka, on jih je prinesel, zdaj ga izdam, upam, da ga ne bodo zaprli. In smo jih imeli, ne vem, 15 knjig in jaz sem to bral in tako naprej in sem te stvari poznal in pravzaprav vedel. No, in potem recimo leta 1997, 96 ga je bilo narejeno,
sem naredil prvi film, dokumentarni Škof Rožman, Zločinec ali žrtev, ne, ki je seveda govoril o tem sodnem procesu proti Škofu Rožmanu in soobtoženim. Po tem filmu, ki je trajal 60 minut, je bil tudi pogovor. Pazite, tema se je odprla na zelo, zelo normalen način. In jaz sem dobil gong, oziroma takrat največjo pohvalo v časniku Delo. Zanimivo, ne? Potem se je to nadaljevalo zelo pozitivno, bi rekli, zelo pozitivno. Pustimo, da so me po strani gledali ti partijski ljudje na RTV-ju, ampak nekako se je dalo prodreti. Potem lahko bi omenil to tisti najbolj gledan dokumentarni film v zgodovini RTV Slovenija do Petra Opeke, Zamolčanje moč preživetja leta 2004. To ne samo, da sem v resnici dobil gong popularnosti in gong strokovnosti, ne vem kaj vse, in dobro tudi nagrado Društva slovenskih pisateljev in Nove revije, celo pol še eno, ampak to je bilo takrat skoraj čaščeno kot velik dosežek, pa so bile stvari povedane na podoben način kot v knjigi Slovenski razkol. Mislim, bile so tudi pričevanja vključena, to je takrat gledalo po 350 tisoč ljudi, so bili še taki časi. In razen nekih člančičev v Mladini, celo v Dnevniku, Delu, recimo Dnevnik je bil zmerjen na to stran, so bili pozitivni članki, se pravim, mislim, da je Franko Aurelio Juri celo napisal izredno pozitiven članek. Marko Milosavljević mi je dal najvišjo oceno, ne? Se pravi, to so bili zame, z vidika, če me to vprašate, normalni časi. Se je odpiralo. Potem pa, ko se je režim počutil, ne vem, ogrožen, ko se je bolj opolnomočil, ne, ko je po tem šoku osamosvojitve prišel spet v stare tire, ko je popolnoma spet zasedel te vzvode moči, se je pa začela ta rekonkvista, ne, levičarska. Jaz mislim, da tukaj en mejnik bi bila Depala vas, ampak na RTV je to prišlo kasneje in so nam začeli to preprečevati. Te sem pred 23 leti naredil prispevek o Dražgoški bitki, Dražgoškem spopadu, ker je bilo že v bistvu vse povedano. 20 let kasneje pa sem zaradi tega bil deležen takih grobih napadov in diskreditacij. V bistvu vsebinsko je bilo to sicer malo nadgrajeno, ampak je bilo isto, ne. Tako da so nas v bistvu iz tega, da so nas spoštovali in cenili, jaz sem dobil na stotine takrat za Zamolčanje moč preživetja pisem levičarskih ljudi, rekli, končno tudi to je treba odpreti, treba pokopati, je zaradi ustroja, mentalnega ustroja, ki ga vodi tukaj naša tranzicijska levica, pritiska na njihove medije, se je začelo kolo zgodovine vrteti nazaj in so se začeli obnašati veliko bolj necivilizirano, kot so se prej. In dobro, tudi tako je, da ker potem ni argumentov proti tem zgodovinskim raziskavam, najprej filmom in potem tudi knjigi, potem se te v bistvu lotijo pa res na zelo ogaben način, ne, z osebnimi diskreditacijami. Zdaj, zakaj še vztrajam? Ja, se tudi drugi vztrajajo, ne. Kot kmečki otrok bi rekel tako, ko je plug v brazdi, ne, in ko se vleče, takrat se ne oziraš nazaj, ne, se pelje pač do konca. Niti ni tako težko, kot bi si mislili. Jaz se ne bi razglašal za nekega heroja, pa da strašno trpim zaradi tega, ker ob teh sicer javnih napadih, smešenih vulgarnostih, je ogromno lepega, ko se to raziskuje, ko se ljudi, tudi ko se snema pričevanje, v nekem smislu razbremenjuje. Zame osebno to veliko obogatitev, da mi ljudje odprejo svoja srca, svoj spominski zaklad in pride do enega olajšanja, do enih zelo, zelo lepih občutkov in lepih čustev in to me tudi končno napolnjuje v temu, da je smiselno vztrajati, ne. In tudi moram reči, taki izrazi hvaležnosti, kot jih doživljam, ne, in vidim, koliko ljudem to pomeni. Včasih ljudje tudi pretiravajo. In tudi čisto praktično, jaz imam, ne vem, privilegije pri mesarju in to v resnici, ne. Tudi, ko grem k zdravniku, to so vsi prijazni in tako naprej. Tako da mi ni nič hudega, no. Ja. Ja, to je ena plat zvona, ampak je tudi zelo utrujajoče in te potiska pogosto tudi k tlom. Zadnje vprašanje še, potem res gremo na drugi del. OF si je nadejal, da bi spremenil podobo naroda, njegovo dušo. To smo brali večkrat, mu je uspelo. Kakšna je tista najpomembnejša usedlina socializma, ki je ostala danes v slovenski družbi? Ta pogovor mi bo ostal v spominu po težkih vprašanjih.
takih, ko rabiš res močno koncentracijo. Upam, da bom delno znal odgovoriti. Ja, recimo, tudi Kocbekova drža, če berete njegova premišljevanja o Španiji, pa tudi eno kritiko takratne slovenske družbe predvojne, ki ni bila idealna, so v bistvu prezirali tisto, sploh pa komunisti, levičari, tisto fundamentalno slovensko kulturo, ki je bazirala tudi na kmetstvu na podeželju in na tej primarni virnosti, ki je držal narod skupaj. Tako je, da je bila 4. točka Osvobodilne fronte, samozvane, ene pluralne zasedbe slovenskega naroda, ki je bila res samozvana, ker niso predstavljali niti približno večino Slovencev. Ta 4. točka je govorila, in mislim, da je prav Kocbek uveljavil, o spremembi značaja duše naroda. In mislim, da to se je seveda na podlagi represije sicer sililo ljudi v to že med vojno, zlasti po vojni, ampak da se ljudi pravzaprav ni zlomilo. Končno mi smo preživeli leto 90, sploh katoliški del prebivalstva, ki je bil tudi najbolj vitalen in moralno čiv, kljub temu, da je bil zatiran, slovenskih katoličanov leta 89, 90, 91 ni bilo treba nič pridobiti, prepričevati za demokracijo ali pa za samostojno državo. Zato, ker je bila ta duša naroda še čila, kljub temu, da je bila zatirana in preganjana, se je ohranila. In tudi končno tudi še v naši generaciji, naši profesori, kljub temu, da so bili v osnovni šoli, sploh v srednji šoli, sem bil tukaj v Gorici, veste, to so bili ljudje, ki so bili vendarle sformirani v tistih prejšnjih časih. Tudi če so se približali režimu, so imeli neko konstitucijo, tudi so bili neke osebnosti, so imeli neko karizmo po večini. Kasneje pa zdaj v tej dobi, ko je pa že generacija od generacije prišla na plano, brez zgodovinskega vedenja, brez nekega občutka, tudi enega včasih moralnega kompasa, če sem malo bolj kritičen, dejansko tukaj se je pa tista prava škoda, kot rekel zmaj, vse glave od tega zmaja, ne vem koliko glav je imel, so odsekane, ampak udarja pa z repom in se je v bistvu značaj slovenskega naroda mogoče najbolj spreminja prav v zadnjem obdobju. Takrat so začeli, niso uspeli, ampak polagoma pa so to dosegli. Glede moralnih vprašanj, odnosu do življenja, odnosu do smrti, tudi končno odnosu do pokopa, odnosu do drugače mislečih. Tukaj se je duša, tudi odnosu do dela, tukaj je ta narav slovenskega naroda načeta, absolutno ni premagana, ampak je načeta in kaže se predvsem, kot da gre za dve Sloveniji. Zdaj ne bi idealiziral te, ki jo recimo predstavljate vi ali pa mi, ki živi od svojega dela, ki se poskuša slediti nekim vrednotam, moralnim vrednotam, bomo rekli 10 božjim zapovedim, in ki ima rada Slovenijo, slovenski jezik in slovensko kulturo, in pa tisto druga stran, da je tam vse slabo. Ni, ampak se kaže neka ločnica. Tudi tam so ljudje, ki spoštujejo 10 zapovedi in se absolutno pozitivno trudijo, ampak nasplošno je nek vrednostni moralni kompas tam drugačen, je veliko bolj prilagodljiv. Bom končal z eno ponazoritvijo. A si vi predstavljate, da praznujete 1. maj, kot se je zgodilo tudi letos, in na praznovanju tega praznika govori največji zagovornik in varuh delavskih pravic, gospod Janković, ki je pokasiral od države zaradi sploh se veste kako pa kaj, in seveda tam veliki borec za delavske pravice in ljudje tam zbrani, množica, ga poslušajo, mu ploskajo, potem se naredi anketo med temi ljudmi in vsi ga pohvalijo, tako je bilo, prav je povedal, ja, lejte, kje živimo. Jaz si ne predstavljam, če bi bil na desni sredini, na pomladni strani človek, ki bi se tako kompromitiral kot on, da bi mu ljudje ploskali, mu ne bi ploskali. No in to je ta velika razlika med eno skvarjeno dušo slovenskega naroda in eno dušo, ki še zmeraj poskuša biti avtentična in mislim, da ima ta druga prihodnost. Hvala lepa. Hvala za ta pogovor, gospod Možina in Erika. Smo veliko novega slišali. Hvala. Sedaj pa, kar se tiče tega drugega dela večera, je pa tako. Tukaj pred vrati boste dobili svečke
zunaj pred stavbo jih bomo prižgali in bomo tukaj pod arkadami, bo Erika bo nekaj prebrala, gospod Pregel bo, oziroma varuhi bomo povedali, torej za katere žrtve smo varuhi spomina in potem bomo položili svečke v obliki križa.